Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na spletni podelitvi priznanj inovacije Zbornice Osrednje slovenske regije za leto 2020. Žal so nas razmere povezane s COVID-19 prisilile, da letošnja podelitev ne bo v živo. Iskreno smo se veselili, da bomo letos ob polnoletnosti seveda podeljevanj priznanj za vsemi vami izjemnimi inovatorkami in inovatorji ter podjetji, ki stojijo za vami, skupaj seveda s predstavniki Komisije za podelitev priznanj, upravnim odborom in tudi ostalimi člani Zbornice Osrednje slovenske regije, kot tudi širšo javnostjo skupaj proslavili ta pomemben, izjemen jubilej. No, kljub temu pa seveda našega poslanstva in prizadevanja ne more ustaviti nič. Zbornica Osrednje slovenske regije kot ena od 13 regijskih zbornic GZS še naprej ostaja zvesta inovativnosti, tehnološkemu razvoju, vam, dragi inovatorji in inovatorke. Združeni pod programom Inovativna Slovenija GZS ostajamo pomemben in hkrati aktiven člen inovacijskega ekosistema, tako v Sloveniji, Evropi kot tudi globalno. Priznanja regijskih zbornic GZS za inovacije predstavljajo najvišja priznanja inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij, ter s tem pomenijo promocijo inovativnosti v vseh regijah Slovenije. No, in zdaj sem seveda vesela, da lahko povabim k uvodni besedi predsednika Zbornice Osrednje slovenske regije, gospoda Andreja Božiča. Drage nagrajenke, dragi nagrajenci, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi. Živimo v svetu nenehnih sprememb, radi pravimo. In to je povzročilo, da namesto, da bi v živo proslavljali podelitev nagrad za inovativnost, zelo pomemben dogodek v življenju naše zbornice, se srečujemo pač virtualno. Tak svet nenehnih sprememb pa še bolj poudarja pomembnost inovativnega razmišljanja in inovacij. Le na tak način bomo tem spremembam kos, se jim ne bomo samo prilagajali, ampak jih bomo tudi vodili. In na ta način bomo zadržali kot človeštvo in Slovenija blaginjo ali jo celo povečali. Vi s svojim delovanjem, s svojimi nagradami dokazujete, da ste temu že kos. Zato vam želim v imenu Zbornice Osrednje slovenske regije in mojem osebnem imenu za to čestitati. Se veselim vaših še naslednjih uspehov, lepo praznujte in upam, da se kmalu vidimo v živo. Hvala. Hvala lepa, gospod Andrej Božič. Preden pa dejansko začnemo z uradno razglasitvijo prejemnikov priznanj za inovacije 2020 v Osrednje slovenski regiji, pa vabim k nagovoru še generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, magistrico Sonjo Šmuc. Spoštovani nagrajenci, dragi člani in prijatelji Zbornice Osrednje slovenske regije. V tem letnem času mi je vedno v čast, da sem del slovenskega inovacijskega gibanja. V inovacijah, ki jih nagrajujemo na Gospodarski zbornici Slovenije, vidimo našo prihodnost. To prihodnost prinašata vaše znanje in vaša vztrajnost. Kajti dobra ideja je samo halucinacija, dokler ni v njo vloženo vse, kar imamo. Inovacija namreč postane šele potem, ko so drugi pripravljeni zanjo plačati. Zato letos, ko izražam poklon slovenskim inovatorjem, izpostavljam predvsem to, da je Slovenija prepoznana kot dežela vrhunskega inženirstva in dobrih idej. Postopno in čedalje bolje temu dodajamo še naslednjo stopnjo, da smo dežela izvrstnih promotorjev našega znanja in dobrih tržnikov. Vaše inovacije, letos jih je 10% več kot lani, kar je odlično, nam še bolj odpirajo svet in dajo zagotovilo, da bomo v Sloveniji ohranili visoko stopnjo kakovosti življenja. Kajti podlago za to daje edino vitalno, propulzivno gospodarstvo. Hvala vam in čestitke vsem inovatorjem in inovatorskim skupinam, da niste obupali, ko je bilo težko, in da ste na poti do svojega lonca pod mavrico ostali zbrani in danes ste tu, jutri pa se bojo šteli tudi denarci, ki ste jih ustvarili s svojim znanjem. Srečno! Hvala lepa, gospa Sonja Šmuc. No tako, zdaj pa je nastopil čas za inovacije. In sicer priznanje za prispevek na področju inovativnosti za inovacijo spletna platforma za individualno iskanje in najem pravne pomoči prejme Primož Rojc, torej podjetje iural d.o.o. Iural je spletna platforma na naslovu iural.com,
ki posameznikom in podjetjem omogoča hitrejše, lažje iskanje in najem pravne pomoči izključno na podlagi njihovih želja. Običajno se s pravnimi izzivi srečujemo v situacijah, ki so stresne, nam vzamejo veliko časa in energije. Zato je zelo pomembno, da čim prej pridemo do prave usmeritve, na koga se obrniti, koliko časa bo trajal postopek, kaj vse potrebujem in koliko bo vse skupaj stalo. In ravno to prvo pravno triažo oziroma oceno pravne zadeve in usmeritve opravi iURAL platforma. Začetek postopka je preprost, po spletnem obrazcu in brez čakanja na sestanek. To je Max. Max je vodja v uspešnem podjetju, svoj prosti čas pa najraje preživlja z družino in prijatelji. Okrog njega se ves čas kaj dogaja in tako se je znašel pred kar nekaj zasebnimi in poslovnimi pravnimi izzivi. Kazen za napačno parkiranje, pregled kreditne pogodbe z ženo, v podjetju pa pregled skladnosti poslovanja in prevzem konkurenta. Max je zmeden. V katerem od primerov bi mu lahko koristila pravna pomoč odvetnika? Kje naj sploh najde odvetnike? Kako izbrati pravega, saj nima časa, da bi klical vse, kaj šele plačal razgovore z vsemi? Kaj, če izbere napačnega? Ve, da se bo učil na njem in bo delo slabše in dražje opravljeno. Na spletu najde iURAL, ki mu rešitev ponudi na enem mestu, enostavno in hitro, transparentno, cenovno učinkovito in predvsem paleto izbranih odvetnikov strokovnjakov za njegove primere. V manj kot 24 urah tako Max s pomočjo iURALa dobi odgovore na svoje dvome in več različnih ponudb preverjenih odvetnikov, jih sam izbere in začne reševati svoje probleme. Skozi celoten proces pa ima ob sebi podporo svojega iURAL skrbnika. Max je zadovoljen. Nekaj, kar se mu je še dan prej zdelo misija nemogoče, je zdaj v varnih rokah, sam pa se lahko spet nemoteno posveča poslu, svoji družini in prijateljem. Naslednje priznanje za prispevek na področju inovativnosti je namenjen za inovacijo električna računalniško krmiljena friteza. Torej, priznanje gre v roke podjetju Kogast Grosuplje d.d. Računalniško krmiljena friteza je namenjena uporabi v gostinstvu in omogoča počasno predgrevanje ter optimizirano segrevanje olja. Krmilni sistem olje pravilno in zdravo segreje na delovno temperaturo, natančno regulira temperaturo, se hitro odziva na spremembe temperatur in opozori uporabnika na pretek časa cvrtja ter na potrebo po zamenjavi olja. Skladno z uredbo Evropske unije 2017-2018 o zmanjševanju prisotnosti akrilamida v živilih, friteza omogoča pripravo jedi z 9 predhodno nastavljivimi programi, temperatura in čas. Po Ethernet priključku pa tudi arhiviranje temperatur in diagnostiko napak.
Naslednje priznanje za prispevek na področju inovativnosti je namenjeno inovaciji BT Finančna platforma in priznanje prejme podjetje Borza terjatev. BT Finančna platforma je prva slovenska platforma za vzajemno peer-to-peer financiranje podjetij. Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem omogoča enostaven in hiter dostop do financiranja na podlagi odstopa kakovostnih, nezapadlih poslovnih terjatev in kratkoročnih posojil z ročnostjo do 6 mesecev. Na drugi strani pa podjetjem in vlagateljem z likvidnimi presežki ponuja privlačno naložbo v razpršen portfelj kratkoročnih terjatev in posojil. Celoten postopek pridobitve financiranja, torej vlaganja, poteka na enostaven način v elektronski obliki po spletni BT finančni platformi. Platforma je dostopna na povezavi www.borzaterjatev.si. Borza terjatev je prvi slovenski spletni trg za vzajemno financiranje podjetij. Malim in srednje velikim podjetjem omogočamo enostaven in hiter dostop do financiranja na podlagi odstopa kvalitetnih, nezapadlih poslovnih terjatev in s posojili z ročnostjo do 6 mesecev. Na drugi strani trga pa podjetjem in vlagateljem z likvidnostnimi presežki ponujamo privlačno naložbo v razpršen portfelj kratkoročnih terjatev in posojil. BT Finančna platforma predstavlja edinstveno inovacijo na področju financiranja malih in srednje velikih podjetij, ki z pomočjo digitalizacije in avtomatizacije procesov za ocenjevanje kreditnih tveganj pa poravnave poslov omogoča izjemno učinkovito in hitro mikrofinanciranje slovenskih podjetij. Z združitvijo trgovalnega ter poravnalnega sistema je BT Finančna platforma postala centralno nasprotna stranka, kar omogoča izvedbo celotnega posla v le nekaj urah. V letu 2019 smo na borzi terjatev preko spletnega trga sklenili skoraj 90 milijonov evrov poslov za kratkoročno financiranje malih in srednje velikih podjetij. Ocenjujemo, da lahko v prihodnje v Sloveniji zagotovimo do 350 milijonov evrov kratkoročnega financiranja letno. In že smo pri bronastih priznanjih in najprej za inovacijo računalniško in digitalno krmiljena kuhinja. In bronasto priznanje prejme podjetje Kogast Grosuplje d.d. Računalniško in digitalno krmiljena kuhinja se uporablja v gostinstvu. Kuhinjski aparati imajo računalniško upravljanje, kuhinjski kotel, friteza, digitalno upravljanje s pomočjo digitalnih gumbov, štedilniki, pečice in žar plošče ali upravljanje s pomočjo temperaturnih kontrolnikov z velikim zaslonom in upravljanjem na dotik, torej hladilni pulti. Nekateri aparati se lahko priključijo na računalniški nadzorni sistem za arhiviranje temperatur in diagnostiko napak. Kuhinjska oprema je robustna, deluje zanesljivo in omogoča enostavno zagotavljanje higiene v kuhinji. Izpolnjuje HACCP načela.
Naslednje bronasto priznanje podeljujemo za inovacijo modeliranje in simulacija procesa liofilizacije za biološke učinkovine. In priznanje prejme podjetje Lek farmacevtska družba d.d. Modeliranje in simulacija procesa liofilizacije je najsodobnejši pristop k razvoju procesa liofilizacije, ki omogoča višjo raven pristopa kakovosti po zasnovi. Temelji na razumevanju procesa, zmanjšanju stroškov in napak pri prenosu tehnologije na večjo skalo. Večino eksperimentalnega dela, ki zahteva večjo porabo aktivne učinkovine in časa, do 20 eksperimentov, liofilizator, nadomestijo računalniške simulacije, ki nam izračunajo optimalno delovno območje procesa. Izračun preverimo le z 1 do 3 eksperimenti liofilizatorji, da potrdimo napovedano moč modela. Inovacija, modeliranje in simulacija procesa liofilizacije za biološke učinkovine je plod uspešnega večletnega sodelovanja med farmacevtsko industrijo in akademsko stroko. Pri inovaciji gre za najsodobnejši pristop k razvoju procesa liofilizacije, ki omogoča višjo raven pristopa kakovosti po zasnovi. Temelji na razumevanju procesa in zmanjšanju stroškov ter napak pri prenosu tehnologije na večjo skalo. Večino eksperimentalnega dela, ki zahteva večjo porabo aktivne učinkovine in časa, nadomestijo računalniške simulacije, ki nam izračunajo optimalno delovno območje procesa. Na koncu razvoja pa izračun preverimo s potrditvenim ciklom, da potrdimo napovedno moč modela. Za razvoj liofilizacijskega procesa se je do sedaj uporabljal pristop z eksperimentalnim preizkušanjem. Na podlagi končnih podatkov cikla in analizi končnega izdelka pa se spremeni posamezni parameter za vsak nadaljnji eksperimentalni cikel. Pri natančni optimizaciji procesa je potrebno za vsak spremenjeni parameter zagnati samostojni cikel, kar pomeni, da je za končni proces liofilizacije potreben zagon velikega števila ciklov. Modeliranje in simulacija procesa liofilizacije je najsodobnejši pristop k razvoju procesa liofilizacije. Omogoča boljše razumevanje procesa ter višjo raven pristopa kakovosti po zasnovi. Z uporabo računskega modela in virtualno simulacijo procesa lahko hitreje in bolj stroškovno ter ekonomsko učinkovito razvijemo in optimiziramo končni proces liofilizacije ter poenostavimo prenos merila pri tehnološkem prenosu na večjo skalo. Pri opisanem pristopu tarčne optimizacije procesa na podlagi računskega modela je za optimizacijo končnega procesa potrebno zagnati le osnovni liofilizacijski cikel in opraviti analizo termičnih lastnosti snovi, ki jo liofiliziramo. Pridobljene podatke vnesemo v računski model, programska oprema pa nam v relativno kratkem času izračuna parametre, ki jih uporabimo pri optimiziranem liofilizacijskem procesu. Sprejemljivost parametrov potrdimo s končnim potrjevalnim ciklom, s katerim eksperimentalno potrdimo kakovost optimiziranega procesa ter kakovost končnega izdelka. Z uporabo inovacije pri razvoju liofilizacijskega procesa signifikantno zmanjšamo število eksperimentov in porabo zdravilne učinkovine. Izberemo optimalen proces na podlagi matematičnega modeliranja, zmanjšamo čas in energijo porabljeno za razvoj in optimizacijo procesa ter na koncu pridobimo optimiziran liofilizacijski proces, ki temelji na razumevanju in procesnem znanju. Na koncu pa še ena velika zahvala celotni ekipi, ki je sodelovala pri inovaciji. Še posebna zahvala pa gre kolegom iz Fakultete za strojništvo iz Univerze v Mariboru in Fakultete za strojništvo iz Univerze v Ljubljani. Naslednje bronasto priznanje namenjamo inovaciji papirni premaz za sublimacijski tisk in priznanje namenjamo podjetju Helios Teblus d.o.o. Skupina premazov za papir Domemul pa je napredna inovativna rešitev na področju sublimacijskega tiska na poliesterski tekstil. Premazi so osnovani na funkcionalnih polimerih ter tako omogočajo učinkovit in natančen prenos barvil iz papirja na tkanine. Ključne funkcionalnosti premaza prinašajo visoko kakovosten digitalni tisk, ki ponuja uporabnikom številne možnosti tiska po meri.
Globalno uporabljeni premazi Domemul pa so okolju prijazna alternativa klasičnemu tisku na tkanine. Inovacija je plod uspešnega mednarodnega sodelovanja podjetij Helios, Teblus, Kaspar papirja in papirnico Goričane. Podjetje Helios sodi med vodilne evropske proizvajalce premazov in umetnih smol. Temelj našega uspeha je razvoj inovativnih in kreativnih rešitev za naše kupce različnih industrijskih panog. Predstavljena inovacija je rezultat odličnega mednarodnega sodelovanja s papirnico Goričane in podjetjem Kaspar papir. Skupaj smo razvili in na industrijski nivo prenesli izdelavo izdelkov, ki podpirajo sodobne pristope tiskanja tkanin. Skupina premazov za papir Domemul PA pomeni napredno, inovativno rešitev na področju sublimacijskega tiska na poliestrski tekstil. Razvojno delo je bilo razdeljeno na formuliranje receptur in laboratorijske sinteze. Ključna faza celotnega razvojnega procesa je bila uspešna vgradnja novih polimernih gradnikov. V razvojnem timu smo z vrhunsko opremo fizikalno-kemijskega analitskega laboratorija kvalitativno in kvantitativno analizirali premaze za sublimacijski tisk. Timsko delo med ekipami podjetij je omogočalo hitro reševanje izzivov razvojnega procesa ter optimizacijo prenosa na industrijski nivo uporabe. Skupina premazov Domemul PA predstavlja okolju in ljudem prijazno rešitev, ki temelji na funkcionalnih polimerih na vodni osnovi in omogoča visokokakovosten prenos barvila s papirja na tekstil in posledično visoko ločljivost tiska. Inovacija nam omogoča uspešno prodajo izdelkov namenjenih za sublimacijski tisk v tekstilni industriji. Z razvitim znanjem se nam odpirajo nove poslovne priložnosti tudi v drugih zahtevnih aplikacijah. In smo že pri srebrnih priznanjih. Tako srebrno priznanje za inovacijo ID Conference, nova izkušnja za konferenčne dogodke, prejme podjetje ID Conference d.o.o. UHF Airfit čitalec zaznava in beleži akreditacije udeležencev. IoT naprava Airfit UHF Ultra High Frequency čitalec beleži prehodne in shranjuje podatke za kreiranje končnih poročil o dogodku. Vsi podatki, ki so zbrani s pomočjo prijavnice spletne platforme, so shranjeni v oblaku. Tako se ID številka posameznika in akreditacije upari. Čitalec je zmožen prebrati 10 udeležencev na sekundo. Na ta način so čakalne vrste praktično izničene. Čitalci so strateško postavljeni po vsem prostoru ali na prehodih v prostore, naprimer glavni vhod in izhod na praktične delavnice. Čitalci osebju tudi sporočajo podatke o udeležencu in če ima udeleženec dovoljenje za vstop, se na čitalcu prižge zelena luč, v nasprotnem primeru pa rdeča. During 6 years, with our team, we found out of more than 120 events where we register more than 50,000 attendees, where are two big pains which other providers are not solving. First one is for sure UHF RFID station. That means that attendee can pass freely through the door without generating any jam. And the second pain is that organizers are looking for suppliers who can cover the full life cycle of one event. That means before the event, during the event, and after the event when they need the reports, where attendees was, in which lecture room, where they want to go, if they have allowance to enter or not. So this is really the two things what we found out that organizers and also the owners of events really need. The system works fully online. This means that all applications and the web application and APIs, of course, are connected together. So the system provides a really fluent registration system without jamming, a paperless tracking system that actually also offers the control of who can go to which parts of the conference and not.
Naslednje srebrno priznanje namenjamo za inovacijo Virtus iSet in iNet in prejme seveda podjetje Danfoss Strata d.o.o. Virtus je družina tlačnih regulatorjev in tlačno neodvisnih regulacijskih ventilov z možnostjo samodejne nastavitve tlačne razlike z inteligentnim algoritmom. Izdelek sestavljata tlačni regulator ali tlačno neodvisen regulacijski ventil, torej regulator, in inteligentni motorni pogon za nastavitev želene tlačne razlike. Regulator je sestavljen iz ventila in tlačnega pogona. Na tlačni pogon se lahko doda inteligentni motorni pogon, ki s spreminjanjem obratovalne točke, način iSet, avtonomno odpravlja oscilacije v sistemu ali upravljavcu omrežja omogoča aktivno upravljanje na daljavo, način iNet. To ugodno vpliva na energetske izgube, stroške in udobje uporabnikov. Let's wake up and watch. Let's see what a new day has brought to life. And if you just wish strong enough, you will see tomorrow. A well-known today shaping into something magnificent. Something we can't even comprehend yet. Something that will rearrange the future and make the goal we are all craving for closer than it ever was before. Virtus, shaped for the future. Sistemi daljinske energetike so kompleksni sistemi, v katerih moramo zagotoviti hidravlično uravnoteženje v sistemu in s tem dobro kontrolo nad temperaturo pri končnem uporabniku. Zato, da dosežemo dobro kontrolo, uporabljamo regulatorje tlaka in pretoka, s katerimi zagotavljamo visok nivo storitve in na koncu tudi prihranke pri končni porabi energije. Naloga projektnega tima je bila razviti regulator z najboljšo možno funkcijo, čim večjim pretokom in majhnimi vgradnimi merami. To smo dosegli z uporabo novega načina vodenja brez dinamičnih tesnil in z odlično razbremenitveno funkcijo ventila. Dodali smo tudi pametni pogon, ki omogoča še višjo prilagodljivost sistema, s katero lahko vključimo tudi obnovljive vire energije, ki pa niso vedno na voljo. Pogon DPMA podpira dve temeljni funkciji, iNet in iSet. iNet omogoča, da se kupic sam nastavi osnovne parametre regulacije, iSet pa je napredna funkcija in deluje popolnoma avtonomno. V sistemu lokalnega ogrevanja opazuje regulacijsko zanko in ko ta pride v težave, naprimer se pojavijo oscilacije, ta potem z nastavitvijo tlaka pripomore, da sistem pride ponovno nazaj v stabilno lego. Obe funkciji pa podpira tudi krmiljenje na daljavo, kar nam omogoča, da potem tudi lahko v prihodnosti razvijamo napredne algoritme vodenja. Za preizkušanje iSet, iNet koncepta v toplotnih podpostajah smo razvili testno polje oziroma interaktivni aplikacijski panel. S tem panelom smo pri realnih hidravličnih razmerah lahko testirali in simulirali za različne testne pogoje in scenarije obremenitev. Tekom celotnega projekta je bilo vloženih 10.000 ur laboratorijskega dela. V nadaljevanju bo aplikacijski panel služil za prikaz dinamičnih lastnosti posameznih komponent in promocijo kupcem. Naslednje srebrno priznanje za inovacijo biosenzorska analitika podobnih bioloških zdravil prejme podjetje Lek farmacevtska družba d.d. V farmacevtski družbi Lek že vrsto let razvijajo in proizvajajo kakovostna ter varna podobna biološka zdravila. Z inovativnimi pristopi si prizadevajo izboljšati učinkovitost njihovega razvoja. Tako so v preteklih letih razvili napreden sistem biosenzorskih analitskih metod, ki se v primerjavi s klasičnimi odlikujejo po znatno izboljšani časovni in stroškovni učinkovitosti. Tako prispevajo tudi k večji dostopnosti bioloških zdravil in s tem k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja ljudi. V razvoju bioloških zdravil Mengeš že vrsto let razvijamo in proizvajamo kakovostna ter varna
podobna biološka zdravila. Ta omogočajo zdravljenje širokega spektra bolezni neozdravljivih s konvencionalnimi zdravili. Zaradi kompleksnosti bioloških zdravil pa njihov razvoj predstavlja zahteven izziv, saj so le ta produkt kompleksnih procesov v celicah. Pri spremljanju parametrov njihove varnosti in kakovosti smo v preteklosti uporabljali celične teste, ki pa so časovno in cenovno manj učinkoviti. Že leta 2012 smo tako v Leku v Mengšu začeli z razvojem novega sistema analitskih metod, ki temeljijo na merjenju vezave v realnem času z uporabo biosenzorske interferometrije. Da bi lahko razumeli bistvo naše inovacije, si poglejmo prikaz celičnih procesov, preko katerih spremljamo varnost in kakovost bioloških zdravil s celičnimi testi. Na shemi prikazani celični procesi so relativno kompleksni in vključujejo sodelovanje množice celičnih proteinov. V preteklosti so celične teste za nas večinoma opravili laboratoriji v tujini s cenovno in časovno potratnimi metodami. Pri našem inovativnem sistemu biosenzorskih metod pa smo zgolj ključne dele teh procesov s površine celic prenesli na površino interferenčnega senzorja. Na ta način lahko sedaj te procese spremljamo v realnem času, hitro in cenovno ugodno. Prikazan je primer prenosa ključnega procesa za aktivacijo imunskega sistema s površine celice na interferenčni senzor. Z analizo tako dobljenih senzorskih podatkov lahko učinkovito izmerimo potencial podobnega biološkega zdravila za aktivacijo imunskega sistema. Do danes smo na podoben način nadomestili ali dopolnili veliko klasičnih pristopov. Najpomembnejše biosenzorske metode, ki smo jih razvili v našem laboratoriju, so prikazane v tabeli. Pri tem smo uporabili celo vrsto inovativnih tehničnih rešitev, ki dodatno prispevajo k učinkovitosti, zanesljivosti in natančnosti sistema. Ocenjujemo, da z uporabo biosenzorskih metod prihranimo letno do 400 tisoč evrov. Znatno nižji je tudi čas, ki je potreben za pridobitev rezultatov meritev, meritve pa so natančnejše od klasičnih celičnih testov. Postavitev predstavljenega sistema ima pomemben in dolgoročen vpliv na učinkovitost razvoja biofarmacevtike v Leku in predstavlja njegovo konkurenčno prednost. Posledično to vpliva na boljše pozicioniranje znotraj skupine Novartis, kar pripomore k hitrejšemu razvoju in širjenju podjetja v Sloveniji ter povečuje prepoznavnost in konkurenčnost slovenskih raziskovalcev. Našo inovacijsko ekipo trenutno sestavlja 5 visoko izobraženih strokovnjakov iz različnih področij naravoslovja. Uspešno razvijamo eno izmed najsodobnejših tehnologij za spremljanje molekulskih interakcij in jo kot prvi in edini v Sloveniji uporabljamo za izboljšanje učinkovitosti razvoja podobnih bioloških zdravil. S tem naša inovacija prispeva ne le globalni konkurenčnosti podjetja, ampak tudi širši dostopnosti bioloških zdravil pacientom. In tukaj so zlata priznanja. Zlato priznanje za inovacijo Eli, spletna asistentka za osebe z demenco, prejme podjetje Kofein Design d.o.o. Vsak tretji starostnik ima težave z motnjami spominja. Starostjo vse težje obvladujemo tehnologijo. Uporabniški vmesniki pa v veliki večini niso oblikovani za tehnološko manj vešče demografske skupine. Programska oprema Eli omogoča uporabo spletnih storitev osebam z demenco, za katere je učenje spletne navigacije prevelik zalogaj. Dolgoročnejši cilj projekta pa je tudi razmislek o tem, kako s tehnologijo premostiti ne le fizičnih razdalj med ljudmi, temveč tudi generacijske prepade, osamljenost in zapostavljenost v družbi.
nič dobrega ne obeta, neprijazen je, kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali. No, naslednje zlato priznanje pa podeljujemo za inovacijo Klektor Lip in seveda gre v roke podjetju Klektor d.o.o. Klektor Lip je odgovor na izzive, ki jih proizvodna podjetja ne uspejo nasloviti z obstoječimi pristopi in metodami. Klektor Lip z uporabo metod umetne inteligence samodejno zgradi digitalnega dvojčka, proizvedenega obrata na podlagi zgodovinskih podatkov iz obstoječih IT sistemov, kot so MES in ERP. Sistem zajema podatke v realnem času, jih analizira v kontekstu digitalnega dvojčka ter zagotavlja naslednje funkcionalnosti: izdelava realističnega proizvodnega plana, spremljanje in napoved realizacije plana ter napoved zastojev in obveščanje zaposlenih. V Kolektor KFH smo pilotni uporabniki Kolektor Lip aplikacije. Z uvedbo Kolektor Lip aplikacije smo precej pridobili pri vizualizaciji plana proizvodnje. Aplikacija sama osvežuje podatke v mikroplanu, kar precej olajša delo planerjev in vodij TET. Nova aplikacija pri mojem delu pomeni velik prihranek časa za razporejanje ljudi, planiranje. Velika prednost je v tem, da s parimi kliki pridemo do ključnih informacij, kar se tiče proizvodnje. Zelo bistveno se mi zdi, da vidim plan za 2 tedna vnaprej in tako lažje planiram ljudi. Imam tudi boljši pregled za prenastavitve strojev. Vse te informacije dobijo v pripravo orodij, tako da je orodje pripravljeno na dan zamenjave. Ker je tale aplikacija tudi zelo enostavna, mi vzame manj časa za delo, posledično imam več časa za ukvarjanje se z ljudmi. Naslednje zlato priznanje podeljujemo za inovacijo Dailyport in Conferoport in prejme podjetje Lek farmacevtska družba d.d. Razvojni center Slovenija. Za bolnike s presajenimi organi je v Evropi od decembra 2019 na voljo Dailyport oziroma Conferoport, novo generično zdravilo z učinkovino Tacrolimus v obliki kapsul s podaljšanim sproščanjem in razvili so ga v Leku.
S tem je transplantacijskim bolnikom omogočen dostop do sodobnega in varnega zdravljenja tudi z generičnim zdravilom. Zdravilo je na voljo v 5 jakostih. Poleg tega izdelek vključuje še tehnološke in analitske inovacije. Celotna oskrbna veriga od učinkovine do končnega izdelka poteka v Leku. Sandoz, katerega del je Lek, je s tem izdelkom še okrepil svoj položaj vodilne generične farmacevtske družbe za transplantacijske proizvode. Naše telo je kot stroj. V pogonu je povprečno 80 let in običajno ne potrebuje nadomestnih delov. Včasih ljudje potrebujejo nov organ. Po presaditvi organa morajo vse življenje jemati ustrezna zdravila, da telo novega organa ne zavrne. Nove kapsule s podaljšanim sproščanjem z zdravilno učinkovino Tacrolimus so namenjene za imunosupresivno zdravljenje bolnikov s presajenimi organi. Imunosupresivno zdravljenje si lahko predstavljamo kot zalivanje rož. Če zalijemo preveč, nam roža oveni. Če zalijemo premalo, se posuši. Če odmerimo preveč zdravila, se telesu zmanjša imunska odpornost, če odmerimo premalo zdravila, telo zavrne presajen organ. Nove kapsule s Tacrolimusom smo razvili v 5 različnih jakostih zdravila. V nabor smo vključili inovativno jakost, ki je prva 2-miligramska kapsula Tacrolimusa na trgu. S tem smo bolnikom omogočili enostavnejše doživljenjsko zdravljenje. Pri razvoju in proizvodnji tega zdravila smo prvi uvedli robusten proces brez izpostavljenosti izvajalcev zdravilni učinkovini. Razvili napovedni analitski model, da natančno opišemo obnašanje zdravila v telesu, ter analitsko kontrolo kakovosti izdelka, ki je časovno učinkovita in zahteva majhno porabo topil. Izdelek ponudili v kompleksni sestavljeni ovojnini za zagotavljanje ustrezne kakovosti zdravila. Vsi ti procesi potekajo v Sloveniji, za bolnike po vsej Evropi. Iskrene čestitke seveda čisto vsem prejemnikom priznanj, naj bodo ta priznanja spodbuda za doseganje nadaljnjih zavidljivih uspehov. In za konec si oglejmo še kratek videoposnetek gospoda Bjorna Westlinga. Hello Ljubljana, this is Gothenburg calling. I'm Bjorn Westling and I'm with Johanneberg Science Park in Gothenburg, and I'm happy to be with you digitally today. Although I would have much preferred to be in Ljubljana in person. I've been several times in your beautiful city, and it's something that I really enjoyed. Now, to finish off your awards ceremony, I was asked to say a few words on innovation. A lot has been said about innovation, but I think there is one aspect that perhaps has been overlooked for some reasons, and that is that when we talk about innovation, we very often refer to product development. What is the new product going to look like? How is it going to be better than the next one, or the last one? And what properties shall it have that will amaze everybody? But if we look at it, who wants a better washing machine when all we need basically is clean clothes? So it's not the piece of hardware, in fact, that conveys the value to the customer, but actually the service that this hardware does for the customer that is important. And that's the subject of my little talk today. What we call service dominant logic, which is something that has been around now for over 10 years, but I think it's gaining in popularity. And the idea is that everything basically comes down to a service. Now, why would you want to use this? Well, in a mature market, or in most markets today, products are more and more becoming commodities. That is, there is little to distinguish one product from the other.
There is no longer a huge difference between premium cars and average cars. All cars do their job pretty well. The same with most white goods or electronics. And customer loyalty is basically a thing of the past. In a society and time where the customers have access to almost all information concerning the price and the properties of products, it's very easy for them to switch and choose the best, what they feel is the best every time. And of course, we have low-cost competition undercutting our prices constantly. So one way of doing away with this and staying competitive is to go inside the head of the customer, and that's where the service dominant logic comes into play. This was launched by two scientists called Vargo and Lush soon after the turn of the century, and it's been around for some time. And the idea is pretty simple when you compare it to the traditional logic, which is you can call the product logic. So there are three main concepts here: the concept of value, the role of the customer, and what is the fundamental component or the vehicle that transfers the value to the customer. In the traditional product logic, value is created in the manufacturing of the product. That's very clear, for instance, in lean manufacturing. Whereas in service logic, there is no value until the customers actually used the product or the service and had an experience. So the role of the customer is no longer to be a passive recipient of goods, but a co-creator of the value in the service. And thus the fundamental component is no longer the product, but it's the customer's experience in using the product. And when you switch your thinking from being product-centric to service-centric or customer-centric, there are some questions that you need to ask yourself. What is the problem that I solve for my customer? And not only that, how can my solution help my customer to become more productive or more profitable or more competitive? That is, how can my offering solve the problem for the customer's customer indeed? And of course, this is something that requires you to really get inside the head and the activities of your customer. How is your product or offering used? What are the experiences and feelings that arise in connection with the use? And is your product really solving that problem, or is it solving part of the problem? Because that's usually the case. And how can you, as a supplier, aspire to solve a larger part of that problem? Is it by changing your offering or product, or is it by teaming up with other actors in the system in order to provide a more concrete solution? So to conclude, in innovation, we should go from the product-centric view, where we look inwards and to our own organization's capabilities, to technologies and so on, and go from that to look outwards to our customer. What are their needs? What do they do? What do they feel about a product? How do they experience using our product? And how can we solve their problem more completely, even if it does not entail using our current product? So with that, I hope I have managed to put some questions into your head, and I wish you a continued very useful and productive day. Thank you so much. Tako, podelili smo nagrade za najboljše inovacije 2020. Hvala vam, da ste nas spremljali. Spremljajte nas še naprej in srečno.